Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, ki smo jo organizirali kot uvod v dogajanje v letošnji pomladi v Slovenskih Konjicah. Običaj je, da imamo že zares tradicionalno jurjevanje. Tokrat bomo pa k temu dogodku dodali še enega drugega, ki je dosti širšega pomena kot samo za Slovenske Konjice, namreč ob 500-letnici prvega vseslovenskega kmečkega upora, ki se je začel ravno tukaj v Slovenskih Konjicah, bo še en dogodek, tako da verjamem, da bo dogajanje v tem tretjem vikendu v aprilu zelo pestro. In ker je naša želja, da čim širše informiramo ljudi, da jih tudi nagovorimo in jih povabimo v Konjice, smo se odločili za to, da povabimo vas, da nam pomagate pri tem in da to svoje poslanstvo opravite tako, da bomo lahko to slavje, ta dva dogodka na dosti dostojen način z velikim številom obiskovalcev, zadovoljnih obiskovalcev tudi proslavili. Kaj več, podrobnejše bodo predstavitev opravili sodelavci in tudi oris zgodovinskih razlogov, zakaj ravno Konjice, prvi vseslovenski kmečki upor, to bomo pa slišali v nadaljevanju. Jaz bi predal besedo direktorici Javnega zavoda Splošna knjižnica, magistrici Renati Klančnik, da pove malo več o teh dveh dogodkih. Hvala lepa za besedo. Torej, lahko rečem takole, ker Konjičani cenimo dosežke svojih prednikov in spoštujemo tradicijo, pripravljamo edinstven vikend tradicije v Zlatih Slovenskih Konjicah, kot smo poimenovali to dvodnevno dogajanje v mesecu aprilu, natančneje 18. in 19. aprila. Torej, začela bom nekako z 18. aprilom, ko bomo pripravili tako imenovano tradicionalno jurjevanje z imenom Godba Fest, to je že zdaj 4. po vrsti. V ta namen smo pa vabili v goste, seveda najprej bomo v dopoldanskem času skupaj z otroci naših šol, vrtcev, plesnih šol pripravili otroško jurjevanje, ki bo zaznamovano na ta način oziroma s tem, kako pač naši otroci vidijo to našo tradicijo Zmaja, Marjetico in pa Jurija. V popoldanskem času se bo pa zgodil ta tako imenovani Godba Fest. V goste prihaja 6 godb od drugod, seveda domača godba kot gostitelj in pa tudi pihalni orkester glasbene šole. Podrobnejše dogajanje vam ne bi zdajle v tem trenutku nanizala, ampak vse boste pač lahko v nadaljevanju tudi vprašali oziroma podrobnejši material tudi dobili za vaše nadaljnje oglaševanje. Zdaj, kar se tiče 19. aprila, smo torej združili te kmečke upore v dvodnevno dogajanje. Jaz bom v nadaljevanju majčkeno več in z kolegom iz Literarnega društva Gnezda povedala o sami vsebini in o tem, kdo vse v tem projektu sodeluje. Najprej pa bi predala besedo magistri Aleksandri Poldin, da bo pač predstavila majčkeno zgodovinsko ozadje, ki je zagotovo zelo pomembno za ta dogodek, da smo sploh do tega prišli. Prosim. Ja, veseli me, da imamo v bistvu v naši občini posluh za to, da pomembne dogodke, ki so se zgodili v preteklosti, znamo revitalizirati oziroma jih povezati. No, če se dotaknem v bistvu zgodovinskega dela, slovenski kmečki upor je pravzaprav največji kmečki upor na našem slovenskem ozemlju. Zajel je v bistvu vse slovenske dežele, razen Goriške, z izjemo Tolminskega in razen dela Notranjske. Vemo, da se ga je udeležilo 80 000 v bistvu članov Kmečke zveze in je zajel 25 000 kvadratnih kilometrov. To so sicer splošni podatki, ki jih vsi vemo, no za nas pa je pomembnejše, da je seveda bila Štajerska, torej ravno Konjice, pravzaprav druga notranje avstrijska dežela, v kateri se je ta kmečki upor začel. Torej, takoj kmalu
po Kranjski, kjer se začne, se torej premakne na Štajersko in ravno Konjice so bile tukaj središče. No, v zgodnjih poletnih mesecih oziroma pač poznih spomladanskih, torej okrog 18. maja so na Kranjskem že vedeli za uporne kmete na Konjiškem. Poleg tega so tukaj nastala dva pomembna dokumenta, in sicer prvi in drugi Konjiški akt. No, v prvem Konjiškem aktu so se dogovorili z glavarjevimi odposlanci, da seveda počakajo tukaj in da sestavijo neke kmečke zahteve. Torej, to se je zgodilo 31. maja, potem pa v prvih junijskih dneh 1515 pa sestavijo tiste znamenite točke, ki se nanašajo pravzaprav na zahteve kmetov. Uporni kmetje, kot vemo, so seveda bili potisnjeni, bi rekli, ob zid, oziroma do konca so bili izčrpani, kar naprej so se večale dajatve, izredne. Za naše področje je mogoče še zanimivo, da so se pritoževali tudi zaradi gorskega prava. Gorsko pravo je namreč značilno za vinorodna področja in tudi tu je ena točka, ki jo vsebuje. Sicer pa, če mogoče še povzamem eno zelo pomembno zadevo, namreč ravno iz tega upora so išle prve slovenske tiskane besede, ki so zapisane sicer v Celjski kroniki, gre pa za nemško žolnirsko pesem. V njej pa so slovenske besede levkup, uboga gmajna. Poleg vemo sicer, da so nekako bile napisane v popačeni slovenščini, kajti poskušali so te slovenske besede zapisati v nemškem jeziku. To je ena pomembnejših zadev. Potem naslednje, kar bi mogoče pa izpostavili, kljub temu, da kmetje seveda niso dosegli tega, kar so iskali, torej pravice pri cesarju, za katerega so menili, da je njihov zaveznik, pa bi rekli, da je pravzaprav bil to krvavi častni boj, ki so ga pa nekako potem v naslednjih stoletjih pa vendarle dosegli, kajti fevdalni sistem se je začel drobiti. Tako da je imelo vse skupaj daljnosežne posledice. Zdaj ne vem, lahko tudi podrobneje, teh stvari je zelo veliko. Ne vem, koliko časa imamo na voljo. Mislim, da smo jim tudi v materialih predložili to, tako da se lahko tudi kasneje preberejo, oziroma da postavijo kakšno vprašanje. Pripravljajo. Torej, hvala Aleksandra. Zdaj še v nadaljevanju lahko rečemo, da gre za edinstven dogodek in gre za uprizoritev slovenskega kmečkega upora. V ta projekt, ki smo ga nekako začeli pripravljati že v preteklem letu, se je poleg našega Centra za kulturne prireditve aktivno vključilo torej tudi Literarno društvo Gnezdo, ki je eden osrednjih akterjev pri vsem tem, saj je z njihove strani pripravljena tudi dramaturška podlaga za izvedbo te zgodbe. Oni so tisti, ki so pravzaprav k sodelovanju povabili, kot bo gospod Ečo potem povedal, tudi skupine iz celotne Slovenije, ki nekako delujejo na tem srednjeveškem področju. Potem so v tem odboru oziroma v tem odboru za pripravo tudi TIC Slovenske Konjice, Kooperativa Konjice, Mladinski center Dravinjske doline in seveda Občina Slovenske Konjice kot tisti največji podpornik in nekako tudi finančni podpornik tega projekta. Kot sem že prej rekla, je ze strani Literarnega društva Gnezdo bila pripravljena dramaturška predloga in nekako se bo tukaj v Konjicah 19. aprila zvrstilo koliko sodelujočih? Ja, okrog 400 do 500 sodelujočih. Lepo pa je tudi, da so se društva ostala, ki smo jih povabili in so se odzvala, tudi konjiška društva, vsa večina sodelujejo pri tej prireditvi. Tako da to je zdaj tudi lepo je, da so se vključili, ker je tudi edinstveni primer, da večina društev sodeluje in da sodeluje kot eno. Vsi so pozitivno usmerjeni glede tega. Tudi to je pomen. Tako da naredimo res eno lepo, prijetno
ta dva vikenda, vikend ta, da naredimo prijeten in vzdušje je res tisto, ki je takrat bilo, ko se je zbor 300 kmečke gmajne tu dogajal, ne, da ga vsaj malo uprizorimo. No, torej, kot je rekel Ečo, povabili smo k sodelovanju vsa kulturna društva in sicer na ta način, da smo čisto vsako društvo posebej nagovorili, ne le predsednika, ampak jim hodimo okrog predstavljati, kako bo ta projekt potekal, tudi turistična društva in moram reči, da se je zdaj že zadeva tako daleč razpletla, da bo tudi nekateri upokojenska društva se priključila zraven, tako da res želimo zagotoviti množico ljudi. Seveda pa vemo, da ponavadi je nekje tista kritična točka, pa potem obisk ostalih obiskovalcev. Ne? No, v ta namen je torej toliko prej današnja tiskovna konferenca sklicana, mi pa se bomo potrudili oziroma poskušali po celi Sloveniji in širše ta kmečki upor, seveda skupaj z Jurjevanjem oglaševati, da bi se tudi obiskovalci z drugih krajev pridružili, ker dejansko gre za edinstven dogodek. Vemo že, da nam bo na dan kmečkih uporov pridružila se ministrica za kulturo, gospa Julijana Bizjak-Mlakar. Zagotovo pričakujemo še tudi druge eminentne goste, ki jih bo gospod župan skupaj z srednjeveško gospodo gostil za glavnim omizjem. Imamo majčkeno za šalo, ampak kaj več o samem dogodku vam pa ne bi razkrili, ker potem vam tudi ne bo interes, da pridete to pogledati. Ne, sceno naprej znamo, nima smisla. Ja. Ne vem, verjetno nismo na vsa vprašanja vam odgovorili, zato predlagam, da kar na dan z besedo. Omenili ste mogoče 400 do 500 sodelujočih, so to torej samo konjiška društva ali ste tudi mogoče širše vabili koga? Ja, širše. Odkot so ti sodelujoči, pa če se še lahko kdo pridruži mogoče? Ja, zagotovo, mi še kar hodimo, nagovarjamo ljudi, tako da se ta informacija tudi širi od ust do ust. Z cele Slovenije imamo te gostujoče skupine, zdaj točno z katerih krajev prihajajo, bo znal povedati gospod Ečo. Drugače pa, se pravi, mi, naša kulturna turistična društva bomo nekako statisti, mi bomo puntarji, medtem ko tisto glavno vlogo bodo ta, malo ne lahko rečem, profesionalna društva odigrala, se pravi gospodo, pa prikaz bojev, ampak zdaj se že spuščam v samo vsebino in vam nakazujem, kako bo to izgledalo. Vse malo je treba. Ja. Zdaj prizorišče, kako bo to? Tu na starem mestnem jedru? Ja, na mestnem trgu bo torej že od samega Jurjevanja šotor, ki pravzaprav sicer ni bil srednjeveški, ampak že zaradi vremenskih pogojev, ampak tega sploh ne bomo opazili, namreč srednjeveška tržnica bo postavljena, na kateri bodo domači obrtniki predstavljali svojo ponudbo, se pravi tako, kot je takrat bilo, od coklarjev do kovačev, do medičarjev in tako naprej. Sami kmečki puntarji se bodo pač zbrali na nekem mestu in v določenem trenutku prišli zahtevati staro pravdo. In kako bo to izgledalo, vam zdaj dejansko ne morem povedati. Jaz imam nekaj, kak se mi odvija v glavi. To se mi skoraj vsako noč sanja, moram reči. Ampak nekako množica ljudi, ki pač pride staro pravdo pred gospodo zahtevati. V ozadju je tudi pripovedovalec, ki vso zgodbo povezuje in ne smemo vam preveč povedati. Kako bo pa stala organizacija te prireditve oziroma tudi občina, koliko bo prispevala? Ja, stroškovnik za obe prireditvi skupaj, ker se pravzaprav navezujeta ena na drugo, je skoraj 20.000 evrov. Nekako smo ta stroškovnik, poskušali ga bomo še nekoliko znižati z raznoraznimi, to je pač ocena stroškov. Zdaj občina je obljubila sodelovanje po svojih močeh, tudi medije nagovarjamo, da gremo v sodelovanje, ker gre za edinstven dogodek z roko v roki in moram reči, da strani Štajerskega vala smo že dobili zelo dobro ponudbo, tudi z Radiem Rogla se bomo v nadaljevanju dogovarjali o tem, kako zapeljati stvari, da bo čim bolj medijsko podprto in seveda, se pravi tudi njihov delež finančen z neko podporo. Da bo pa oglaševanje širše, se bomo povezali tudi z Mariborsko televizijo,
oni znajo pripraviti dogodke v oddajah TV Dobro jutro. Na Slovensko tiskovno agencijo itak so bila vsa vabila za današnjo konferenco, tiskovno konferenco poslana. Drugače se bomo pa tudi še z temi radijskimi mediji, ki so pač tudi slišani po celotni Sloveniji, navezali od Radia 1, Radio Aktual. Tu bo pa že potem tudi nekako tisto, kar pač plafon. Moram reči, da se je gospod Tadej Slapnik, ki nekako sodeluje pri tem, obvezal skupaj z Nežo Pavličevo, oziroma sta navezala stike z evropskimi poslanci in tudi oni nam obljubljajo pomoč, v kakšnih zneskih še pa ni znano, ne? Ampak ker gre za tako pomemben projekt, se bodo zagotovo z nekim svojim prispevkom tudi oni odzvali. Če je treba v zvezi z budžetom še poudariti to, da bi tak projekt, če bi ga organizirali v eni profesionalni organizaciji, koštal tudi 3-krat toliko. Teh 20 000 je minimalno za to, kar se bo tukaj naredilo. 50 do 100 000. Tako. Tu je pa res ogromno prostovoljnega dela. Ja, vse scene. Brez tega ne bi šlo. Kostumi, ja, mogoče še to omenim, ne. Veste, da bomo vsi kostumirani, ne, in da pravzaprav je to okrog 400 oblačil potrebno in tudi tukaj literarno društvo Gnezdo z Vero na čelu in njenimi pomočnicami že pridno šivajo. V ta namen jim je tudi gospod župnik odstopil prostore, da so si šivalnice naredili. Z akcijo zbiranja blaga in rjuh širimo po celi občini, tako da ta material, da bomo pač čim ceneje prišli s tem. Ja, pa vklopili smo tudi jurjevanje, ki bo tisti dan nedeljo, recimo 19. Blagoslov Kongor, tako da smo združili te prireditve skupaj, ne, da ni ločeno, da niso pol prireditve vsaka za sabo, za sebe, ne, tako da tudi to je združeno. Na dan kmečkih uporov je pravzaprav, ne. Se pravi, imate v materialu tudi obširneje, tako da si boste lahko s tem pomagali. Mogoče sem še kaj pozabila, Tjaša, Vera, iz ozadja tako malo poslušata, bi še karkoli bilo za dodati. To je tak širok dogodek, da ga je nemogoče strniti v nekem... Tudi obiskovalci, domačini, ki bodo prišli dogodek pogledati, bodo na nek način lahko akterji v tej uprizoritvi in bodo del tega vseslovenskega kmečkega upora uprizoritve. Mogoče to, da se zbirajo materiali, se pravi, rjuhe še vedno zbiramo, kolikor se najde po domovih, morda tudi poziv pač bralcem in poslušalcem, da pripeljejo enobarvne stare rjuhe, bodisi v Dom kulture, in da zašijemo lahko potem čim več teh tunik srednjeveških in oblečemo res domajno. Ja, tudi kosi odpadnega usnja, ostanki, kaj takega, tudi prije vse upoštevno. Za obutev, ne? Ja, vse. No pa za prvi dan pa tudi štrudl, da ne bi... Ja, to pa zelo mislila, ne? Ja, se pravim, tukaj je teh dogodkov, da nekako jih je težko strniti štrudl, ne? Odločali smo se, ali štrudl zopet, ker pa smo bili pravzaprav strani tistih, ki so zdaj v teh preteklih 3 letih štrudl pridno pekli, vprašani, kaj pa zdaj leto štrudl, in seveda so ga pripravljeni še več speči. V lanskem letu je bilo 91 metrov in torej letos mora 100 past, ne. Tako da štrudl bo in tudi društva bomo pozvali k kuhanju, kotlovine, govorim o jurjevanju seveda, ne. Medtem ko na samem srednjeveškem kmečkem oporu tega ne bo, no. Če ne bo 100 metrov, bo pa zato tudi boljši. Zgovor bomo vedno. Ja. Ne na kvantiteti. Dobro, bomo to uporabili, ker se bomo res mogli fejs potruditi, da bi ga bilo 100 metrov, ne, ker to je le masa, ne, in tako različni okusi. Torej, le še vam povabilo, da nam čim bolj pomagate pri oglaševanju teh 2 dogodkov ali tega vikenda tradicije v Zlatih Slovenskih Konjicah. Mi se bomo potrudili po svojih močeh in prosimo tudi vas za vso podporo.